Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni na redni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Najprej moram upravičiti Majo Bratuša, ki je danes odsotna, zato sem danes prevzel njeno vlogo. Danes sta z nami državni sekretar Jelko Kacin, nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper COVID-19 in docentka dr. Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Oba gosta lepo pozdravljam. Tudi danes začenjamo novinarsko konferenco z včerajšnjimi epidemiološkimi podatki. Včeraj je bilo opravljenih 1879 PCR testiranj in 3511 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 273 novih okužb. 14 in 7-dnevna incidenca ostajata visoki. Tako je 14-dnevna incidenca na nivoju države 634, najvišji incidenci sta v Goriški in Savinjski regiji, najnižji incidenci pa sta v Pomurski in Posavski regiji. Na naslednjem grafu vidite podatke o 7-dnevni incidenci po regijah. Na nivoju države ta znaša 314. V bolnišnicah se danes zdravi 573 pacientov, kar je 16 več kot včeraj. Na intenzivni terapiji pa se danes zdravi kar 132 pacientov. Tudi včeraj smo žal zabeležili smrti. Umrlo je 7 oseb. Prehajamo k prvi današnji predstavitvi. Na Zoom povezavi je sedaj z nami docentka dr. Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Izvolite, dr. Lejko. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Rada bi vam predstavila situacijo v kliničnem centru oziroma na COVID oddelkih kliničnega centra. Danes smo pri nas imeli hospitaliziranih 145 bolnikov, kar je sicer manj, kot jih je bilo okrog vrhunca epidemije pred novim letom, vendar kar bistveno več kot približno pred 14 dnevi. Od tega je bilo 43 bolnikov hospitaliziranih na enoti intenzivne terapije. Vsi ti bolniki potrebujejo umetno predihavanje, skratka so kritično bolni in življenjsko ogroženi. Kar ugotavljamo zdaj v temu, če smem reči, tretjem valu, je vseeno zmanjšanje starosti bolnikov. Danes, če pogledamo, je mediana starost bolnikov na enoti intenzivne terapije 65 let, medtem ko je bila v drugem valu ta starost 70 let. Nekoliko više je sicer mediana starost na navadnih oddelkih, kjer imamo tudi še nekaj bolnikov starejših od 80 let, vendar je to res manjši delež. Ta hip je najmlajši bolnik star 31 let, najstarejši pa 96 let. Torej moški približno dvakrat bolj, več je moških, dvakrat več kot žensk, zlasti se pa to vidi v enoti intenzivne terapije. Glede deležev mlajših ljudi lahko rečemo, da je v enoti intenzivne terapije 28% vseh hospitaliziranih mlajših od 60 let, na oddelkih je pa takih skoraj da tretjina. Skratka, zdaj v zadnjem času se nadaljuje trend hospitalizacije nekoliko mlajših oseb, nekateri imajo kronične bolezni, drugi tudi ne. In imamo nekako vtis, da gre za težji potek bolezni, saj se praktično vsak dan sprejme enoto intenzivne terapije kar nekaj bolnikov. Zdaj, kar se tiče kakšnih novosti v zvezi z zdravljenjem, uvajamo zdravilo tocilizumab, to je protivnetno zdravilo, ki se je izkazalo, da je kar ugodno pri bolnikih takoj po sprejemu v enoto intenzivne terapije. Mislim, da bo danes ali jutri sprememba naših terapevtskih protokolov,
Pričakujemo prihod monoklonskih protiteles, kolikor vem, je bila pogodba zdaj podpisana, tako da zdaj gre samo še za formalnosti. Seveda se pa pri naši populaciji tudi zelo pozna precepljenost, kajti starostniki nad 80 let so kar v velikem deležu precepljeni, malo manj je pa precepljena zdaj ta starostna skupina 50, 60, 65 let.